Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o jadranju. Naš gost je namreč Martin Hladnik, predsednik Navtičnega kluba Merkur Idrija. Martin, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo tudi na pogovor. V letošnjem letu Navtični klub Merkur Idrija praznuje 20-letnico delovanja. Kako je prišlo do pobude za ustanovitev Navtičnega kluba oziroma kdo je bil pobudnik? Ja, v bistvu mogoče bi lahko začel s tem, da ko hodimo po Sloveniji, ko se srečujemo z drugimi jadravci, pa rečemo, da imamo v Idriji klub, že tako nas ljudi malo z nekim ciničnim nasmeškom pogledajo. Polk jim povemo, da je tu v bistvu relativno velik klub, da imamo več kot 70 aktivnih ljudi vključenih v to, se začnemo tudi malo bolj resno pogovarjati. In če se zdaj premaknemo na tisti začetk, se pravi pred letom 2000, so se baje, to je zdaj po pripovedovanju Vitala Vala, so se idrijski jadravci vsak 1. november dobili na Hlevišah, na enem takemu pogovoru in nekako skozi tu je prišlo do neke ideje, da bi se ustanovil klub. In želja vseh teh ljudi takrat je bila, da tu ne postane jadralni klub, ampak da bi tu bil navtični klub z nekim ciljem, da bi se združevalo ne samo jadravce, ampak vsi, ki so nekako povezani z navtiko, ljubitelji morja in tako naprej. In po so leta 2000 ustanovili klub na Vojskem, tako da smo v Sloveniji tudi znani kot klub ustanovljen na najvišji nadmorski višini, to je nad 1000 metri. Ampak odločitev o ustanovitvi Navtičnega kluba se je izkazala kot korak v pravo smer. Sedaj, kot ste že omenili, v društvu združujete preko 70 članov, od katerega je tretjina registriranih pri Jadralni zvezi Slovenije. Kje vse nastopajo člani vašega društva? Ja, odločitev je sigurno bila prava. Je tako, Idrčani smo očitno zelo tak tekmovalen narod, ali kako bi temu rekel, in se udeležujemo precej teh regat. Zdaj, ki nastopamo, večinoma smo prisotni na tem slovenskih prvenstvih, na pokalu Slovenije. Tam je stalno vsaj ena barka prisotna, pa so razne regate znotraj tega slovenskega morja, Izola, Koper, Portorož in tako naprej. Udeležujemo se pa normalno tudi nekih mednarodnih regat, zdaj kar nekaj tega je na Hrvaškem in pa hodimo tudi na regate v Italijo. Kater rezultat bi v dosedanji zgodovini društva izpostavili kot najbolj pomemben? V bistvu je kar precej nekih takih stvari, ki bi jih bilo za izpostaviti. Za mene osebno mi je najbolj zanimiv rezultat, da smo na dirki za državni pokal, za pokal Slovenije imeli 11 bark prijavljenih in tudi nastopajočih, kar nekaj kaže na popularnost tega športa v Idriji. Če se pa obrnemo čisto na te rezultate, je pa kar tudi nekaj pomembnih rezultatov bilo doseženih, se pravi na državnih prvenstvih, se pravi za pokal Slovenije je se pravi Damjan Gnezda leta 2004, mislim, da osvojil prvo mesto v svoji kategoriji. 2 let kasneje je Aleš Petrič svojo posadko osvojil drugo mesto v svoji kategoriji za pokal Slovenije. In pol primerljiv rezultat je bil 2018 Andrej Rep svojo posadko, ki je dosegel spet drugo mesto v svoji kategoriji. To je bilo recimo na državnem nivoju. Na mednarodnem nivoju tekmovanja je pa bilo se pravi leta 2007 doseženo prvo mesto v kategoriji na dirki Izola, San Giorgio Izola, to je bila taka dvodnevna dirka. In pa leta 2018 spet Andrej Rep s posadko na dirki Duecento, pomeni 200 mil od Caorle, to je v Italiji, okoli Gradeža, pa pol do Suska pa nazaj. Spet četrto mesto v svoji kategoriji. Sicer pa se ne ukvarjate le z nastopanjem, ampak tudi z organizacijo svoje regate, imenovana Idrija Cup, katera se je letos točkovala tudi za točke pokala Slovenije. Ja, nekako, tako kot sem rekel, smo zelo taki tekmovalno usmerjeni in nekako verjamemo, da je treba tudi ekipe pol izpostaviti višjemu rangu tekmovanj, če želiš, da ekipe napredujejo. In nekako skozi to idejo smo prišli
ali pa s tem v glavu smo prišli nekako do ideje, da bi začeli organizirati tudi dirke za državni pokal, za pokal Slovenije. Lansko leto smo prvič dobili to možnost, nekako s ciljem deliti za to 20. obletnico, tudi obeležimo s tem tekmovanjem in smo bili zelo veseli tega odziva. 34 bark se je odzvalo na naše povabilo in smo organizirali eno tako dost odmevno regato. Na koncu tudi pripeljali 8 svojih posadk dol na obalo in na koncu tudi vse skupaj pohostili z idrijskimi žlikrafi, takrat se spodobi za eno tak dogodek. Pa lahko našim gledalcem opišete, kako poteka ena taka regata? Se pravi, regate v osnovi se delita na, če bi rekel, na dva dela. Se pravi, obstajajo tekmovanja, ki so se pravi nautične regate. Nautične regate pomeni, oziroma navigacijske regate, pomeni, da pač potujemo nekje po zemljevidu, se pravi, so okoli raznih boj, svetilnikov, rtov. Recimo ena tipična taka dirka v Sloveniji bi bila štart pred Izolsko marino, dirka okoli Piranske punte, gor do oceanografske boje, dol Portorož, obrat, pa nazaj in Piranske punte do Izole, recimo. Tu bi bila ena taka klasična regata. Zdaj, drug način tekmovanja je pa tekmovanje na regatnem polju, se pravi tehnični plov, se temu reče, kjer se pa postavi zelo neko jasno neke boje, ponovadi je tu palica, se temu reče, se pravi štartna boja in pa neka boja, okoli katere se obrača. Tukaj se pa ena zelo drugačna pravila, se pravi, to polje je zmeri postavljeno glede na pihanje vetra in pri takih načinih tekmovanja se pa pač dela več krogov, ogromno nekih obratov je in ekipe morajo biti izredno dobro uigrane, da ta jadra dosti hitro šibajo gor in dol po jamborih. Izpostavili ste pomembnost uigranosti posamezne ekipe. Koliko članov šteje posamezna ekipa na barki? Zdaj na velikosti bark, kjer mi tekmujemo, se pravi, včlanjeni smo tudi v sekcijo velikih jadrnic. Začne se tu pri nekih 6,5 metrih. Načeloma tekmujemo na barkah med temi 6,5 metri pa 15 metri. Tu je pol nek ta razpon teh velikih jadrnic. In zdaj ena taka, se pravi manjša barka, tudi do 2-3 v ekipi, pa do teh večjih bark mi načeloma tekmujemo z neko posadko 6 ljudi. Tiste največje barke v tem razredu pa imajo tudi do 20 ljudi, recimo pol na krovu. Kako pa je s temi plovili? Ima društvo v lasti kakšno svojo jadrnico ali morate za potrebe nastopanja si le-te izposojati? Tu si izposojamo, se pravi za vse te regate, na katere gremo, si barko sposodimo, kar po eni strani pač pomeni, da plačujemo neke najemnine, kar bi sigurno bilo lažje, če bi imeli v lasti neko barko. Po drugi strani si pač na samo naravo tekmovanja najameš tekmovanju najbolj primerno jadrnico, če bi tako rekel. In tudi cenovno so tu relativno dostopne stvari, tako da bomo verjetno tudi na tak način najema ostali naprej. Aktivni pa ste tudi pri delu z mladimi, za katere ste v preteklosti že organizirali tako imenovane dneve jadranja. Kaj vse si lahko mladi doživijo na takem dogodku? Ja, nekako, če bi rekel, kot društvo smo si dve neki glavni smernici zadali pri svojem delovanju. Se pravi, so že omenila, to je spodbujati ta tekmovalni del, s katerim verjamemo, da pol tudi ljudje, ki pri tem tekmovalnem delu nastopajo, pa se udeležujejo, osebno napredujejo, se pravi, tam si pač se prisiljen relativno hitro učiti. Ta drugi del našega delovanja je pa vsekakor povezan z mladimi. Nekako verjamemo, da je stalno treba na tem podmladku delati. Jadranje je res en tak lep šport, jaz ne morem drugače reči, in si res želimo ta znanja, te veščine deliti z mladimi, pa jim tudi pokazati, da je mogoče tu en
lahko zelo drugačen način preživljanja prostega časa, kot biti ali z računalnikom ali na telefonu. In ko organiziramo en tak dogodek, se pravi, se zberemo ti idrski jadralci, skiperji, vsak na svojo barko pač vzame neko število otrok, mladih in jih pol poskušamo pripeljati do tega, da do konca dneva znamo eno tako bolj enostavno tekmo odpeljati na enem provizoričnem regatnem polju, če bi tako rekel. Tako da otroci se pol naučijo, kaj pomeni sploh barko opremiti za neko tekmovanje, kakšna jadra sploh obstajajo na barkah, opazovati vreme, se pravi, kako nam piha, od kje piha, valovi in te stvari, kako pazi tudi na ostale udeležence, in pa pač tistih res nekih veščin, kako neke vozle zavezati, neke taktike, kako se na regatnem polju postavljati in tako. To je en tak, mogoče se sliši komplicirano, ampak tekom dneva v kombinaciji z malega kopanja pa druženja nekako vsi ti otroci pol na koncu tudi nekaj odnesejo od tega dogodka. Se pravi, da ni bojazni, da ne bi ta zastava, ki je zaščitni znak vašega društva, tudi v prihodnje krasila barke na tekmah slovenskega pokala. Jaz se ne bojim, jaz mislim, da se pravi neko zaledje imamo, tudi že naši otroci rasejo zadaj in nas tiščijo, pa nam bi rekel, nas preganjajo na morje, tako da se sploh ne bojim, da neke te naše zastave ne bo več videti na ali slovenskem morju ali pa na morjih izven naših meja. Jadranje marsikdo povezuje tudi z morsko boleznijo, s slabostjo, pa me zanima, imate Idrijčani pri tem kaj prednosti, glede na to, da ste navajeni te ovinkaste ceste od Godoviča do Idrije, katera marsikomu povzroča podobne težave? Zdaj tak je, kar se jadranja tiče, jaz mislim, da v osnovi mora človeku pasati, da se stvar gunca, in tu enostavno najlažje tako zviš, da pač greš in probaš. Tisti, ki hodimo skupaj na te regate, mislim, da to morsko bolezen kar dobro prenašamo. Je pa dejstvo, da ko se vrneš na obalo, tudi sam pri sebi, recimo tako opazen, ko greš v nek tak ožji prostor, se malo zagunca, ampak v roku parih urah se to pol, bom rekel, umiri. Martin Hladnik, najlepša hvala za obisk v studiu. Želim vam, da bi se še čim večkrat guncali, ko bi prišli z morja, kjer zagotovo boste uživali. Hvala še enkrat za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo, pa upam, da se vidimo tudi na morju. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled in vabljeni k spremljanju tudi prihodnjih prispevkov studia Idrijskih novic.